Veliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela tekma 14. kroga prve slovenske nogometne lige. V športnem parku Šiška oziroma na Žaku se bosta pomerili ekipi domačega Brava in pa Mure. Poglejmo, kaj se je že dogajalo v tem 14. krogu. Na uvodnih dveh preizkušnjah smo videli samo en gol. Matic Verbanec v kazenski prostor, Orbanič da pako, prečka priložnost za Vizingerja. To, da zgrešil je Hrvat. Trdin, Stankovič, Jovan je vselej zelo visoko postavljen in zdaj dirja po levi strani. Gašper Jovan, Jovan v kazenski prostor, Tučić! Sijajen strel Tučića, zmanjkalo pa je nekaj sreče, žoga mimo desne vratnice Raduhe. Odbija Jovan, Tučić v skoku za Gidada, Viktor Gidado zdaj osvaja prostor, v priložnost bo to za Bravo, Ivanšek se bori, Raduha ga je zrušil in na belo piko je pokazal Davič Majc. Sjajna akcija Brava, Matic Ivanšek je bil pravočasno pri žogi, Raduha pa ga je zaustavil s prekrškom. Težko govorimo o napaki Raduhe, je pa bil on tisti, ki je zakrivil najstrožjo kazen in zdaj lahko seveda to popravi. Dobil je znak Gašper Trdin, Gašper Trdin in gol. Bravo vodi z 1-0, 37. minuta, Trdin je odprl strelski račun za letošnjo sezono, kar pomeni, da ima Bravo v prvi ligi zdaj 10 različnih strelcev. Vsekakor zelo spodbuden podatek za četo Aleša Arnola. Bravo je torej dočakal veliko priložnosti in Gašper Trdin je to znal kapitalizirati. Zelo suvereno je žogo poslal v mrežo. Gašper Trdin na levo, kjer je Gašper Jovan. Še en mikaven napad Brava, Jovan je verjetno iskal Tučića. Do odbite žoge pa Špandring. Znova je zamudil Junčaj, Špandring! Zanimiv poizkus, zdaj bi lahko celo na drugi zaporedni tekmi zadel Mark Špandring. Šengeso spremlja Marošo, na koncu Selan, Stankovič. Sadril brez težav. Kumerčelik, zapletel se je Kumerčelik, Ivanšek na desno, Milan Tučić, prvi bo pri žogi. Milan Tučić v kazenski prostor, priložnost za Bravo! To, da brani Florian Raduha. Ščernjavič. Z veliko sreče Ščernjavič mimo Ivanška, potem pa Špandring na mestu, Mark Špandring, Jakoslav Stankovič, Špandring. Gidado je prepustil žogo Jakoslavu Stankoviču, ki je streljal. To, da prek vrat je zletela žoga. Špandring bo žogo poslal v kazenski prostor. Špandring, to je dobra podaja, Viktor Gidado do odbitka, Viktor Gidado. Šengeso je tam padel in 11 metrovka za Bravo. 11 metrovka za Bravo. Šengeso je očitno zelo spretno postavil svojo nogo in če bi Bravo zdaj podvojil prednost, potem bi Mura res težko prekinila niz brez zmage. Gašper Trdin, tudi tokrat zanesljivo. Bravo vodi z 2-0, 55. minuta srečanja. Nikakor Mure še ne moremo odpisati, ampak Šuškarji so zdaj postavili res čvrste temelje za pohod do nove zmage v tej sezoni. Gašper Trdin do svojega drugega gola na tem obračunu in do svojega 7. v prvi slovenski nogometni ligi. Proti bližnji vratnici Ščernjavič je žogo vrnil nazaj v kazenski prostor. Tam se boril Junčaj in 11 metrovka. 11 metrovka za Muro. Zdaj bodo Sopočani vseeno imeli priložnost, da dosežejo gol, da prepolovijo prednost nasprotnika. Dobil je znak Maroša, Amadej Maroša in gol. Gol za Muro, 2-1. Še na 6. zaporedni tekmi so Šiškarji prejeli gol. Rumeni karton za Orbaniča zaradi reakcije po prejetem golu.
Svoj jez je tu dal Duška Maroša pa do 5. gola v letošnji sezoni, zdaj torej na 4. mestu na listi strelcev in Mura še ima nekaj možnosti, da se prigrebe do točke danes. Aleš Arnold, iskrene čestitke za zmago. Mura po nobenem prejetem zadetku nekako ni imela odgovora, vseeno pa na koncu morda zmaga, vsaj tako kaže rezultat, ni tako suverena, kot je izgledalo, da bo še povsem ob koncu tekme. Na koncu verjetno vi vseeno zelo zadovoljni s predstavo. Tako, jaz sem zelo zadovoljen s predstavo. Res je, da rezultat ne pokaže, v bistvu ne opiše realno dogajanje na igrišču. Jaz mislim, da smo bili in pa 1-0 bližje 2 in pa 2-0 bližje 3. Visoko intenziteto smo držali čez celotno srečanje. Dobro smo se prilagodili tudi na žak, izvršili ogromno pritiska, v protinapadih bili dovolj kombinatorni, ko je bil čas za to, tudi v kontinuiranem napadu v prvem polčasu, ko je bil nasprotnik postavljen, najdli svoje prostore in pogosto preko bočnih položajev uspeli te prostore koristiti. Imeli res lepo število pravih priložnosti, tako da jaz fantom čestitam in moram reči, da danes, če ne bi osvojili 3 točk, bi bila pa res nepravica. Gašper Trdin je danes v obeh primerih zelo suvereno realiziral 11 metrov, ko izkoristil je dejstvo, da Mateja Poplatnika ni bilo na igrišču. Lahko rečemo, da imate zdaj novega prvega izvajalca kazenskih strelov. Ja, on je ni zastonj drugi na tej listi, je pač tehnično izredno sposoben, zna ostati izredno miren v teh trenutkih, kar je ključno, tako da smo veseli za njega in absolutno je tudi tukaj izostril konkurenco. Po 3 zaporednih prvenstvenih porazih danes torej popoln točkovni izkupiček, verjetno izvrstna popotnica za naslednji teden, ko greste v Lendavo. Tako je, tako kot sem rekel že večkrat, tudi te 3 porazi, ki smo jih imeli, absolutno niso bili 3 zasluženi porazi, povsem zasluženi porazi, ampak kljub vsemu smo v bistvu bili dovolj samokritični vsi skupaj in garderoba in trenerji, da smo rekli, da pač ni dovolj, da tudi kot tekma primer v Kopru, ker ustvariš toliko priložnosti, preprosto, če jih ne realiziraš in če tako preprosto gol dobiš, moraš te stvari sprejeti, ampak druga stvar pa, ki smo se jo ponovno naučili, je pa, da je liga tako izenačena, da je liga, da v takoj trenutku, ko nisi dovolj agresiven, ko nisi dovolj kvaliteten v posesti, ko koncentracija pade v prekinitvah, je liga tako izenačena, da praktično se na nek način bojimo in spoštujemo vsakega nasprotnika, na drugi strani pa vemo, da če mi odigramo odlično tekmo, da smo sposobni proti vsakemu te točke osvajati, tako da za gostovanje v Lendavi velja povsem isto, gostje so praktično vse točke nabrali doma, tako da za nas je to izredno težka tekma, verjamem pa, da če bo predstava podobna tej, da smo lahko blizu polnemu izkupičku. Pa še to, zdaj imate v tej sezoni že 10 različnih strelcev v prvi ligi, verjetno je tudi to podatek, na katerega ste ponosni. Ja, sigurno. Ponosni smo tudi na to, ker recimo tudi danes, če pogledamo, kdo vse je prihajal v priložnosti, so v priložnosti prihajali različni igralci, tudi te asistence, te zadnje podaje pred priložnostim so prihajali različni igralci in vesel sem, da v bistvu vsi koristijo priložnosti, ko se jim pojavijo, tako da je to sigurno nek plus, da nimamo prevelike odvisnosti zgolj od enega igralca, ampak kot sem rekel, naš kader ni širok, je kvaliteten, ni pa širok, zato potrebujemo vsakega v maksimalno dobri podobi. Oskar Drobne, na 6. zaporedni prvenstveni tekmi ste ostali brez zmage, verjetno boste zelo dolgo obžalovali tudi tisto zapravljeno priložnost Wisingerja iz prvega polčasa pri rezultatu 0-0. Ja, imeli smo to situacijo, morali bi zadeti, nismo. Tako da, kaj čemo, če bi takrat šli v prednost, sigurno bilo lažje, nismo zadeli. In zgodila je kazen. Se pa je nekako zdelo, da ne po enem, ne po drugem prejetem zadetku nekako z vaše strani ni bilo pravega odgovora. Ste vi videli kako drugače, imate morda drugačen občutek? Bila je ekipa Brava absolutno v prvem polčasu prehitra za nas. Vedeli smo, odkot so najbolj nevarni. Slabo smo delali fazo branjenja. Ampak se zgodi, pač nismo bili v duelu dobri, vseeno pa je bila tekma cel čas odprta, tako da smo potem z menjavami le dvignili
dvignili nek nivo agresije in pa tudi igralnost. Potem v zadnjih 20 minutah smo močno pritisnili in škoda, da nismo zadeli prej, ker je bila tekma že bolj zanimiva. V tej sezoni ste že nekako podali kritiko svojim varovancem zaradi premajhne agresivnosti. Ste morda tudi danes pogrešali, predvsem v drugem polčasu, kaj več grobosti? Ne grobosti, sej, ko govorimo o agresivnosti, ne govorimo o grobosti. O agresivnosti, ko govorimo o tem, da si blizu, da si v duelu, da dobiš drugo žogo, da si dobro pozicioniran. Pa ne bom rekel, da nas tukaj danes ni bilo, ampak bili smo pač malo premalo konkretni, ampak skozi celo tekmo je pa bilo čutiti neko manjšo nervozo, prav zaradi tega, ker nismo bili uspešni v teh drugih žogih. Bomo pa videli, ko se bo kaj rekli na vse te 11 metrovke, ki so bile dosojene, kajti prvo se mi zdi, da je bil vratar prej na žogi. Normalno, da z VAR-a ne morejo, če to ni sigurno, razveljaviti. Drugo je pa, ne vem, no, za mene, jaz vem, da vsak napadalec, ki bi to naredil, ko bi naredil blok obrambnemu igralcu, bi bil faul v napadu, tako pa v našem primeru je bil pa faul obrambnega. Ne bom rekel, da ni prišli do stika, ampak bilo je pravzaprav zapiranje poti, tako da eni vidimo tako, drugi drugače. Sicer smo pa že navajeni, da tudi iz tehničnih segmentov igre smo slabše podkovani kot pa ostali. Ste se z igralcema, ki sta zakrivila to 11 metrovko, tudi že morda kaj pogovorili? Zakaj pa? Vprašam. Kaj pa se čemo z njimi pogovarjati zdaj? Kaj čemo zdaj na križ prebijati? Ne, zanima me, če sta dejala, da recimo ni bilo 11 metrovke, kot ste nekako namignili. To je moje mnenje. Normalno, da sem vedno mogoče sem malo pristranski, zdaj ko pogledam te situacije. Mislim, čudno je tudi zato, da dobim jaz rumen karton zaradi tega, ker sem se smejal z nasprotne strani, pa pada vse živo po sodnikih, pa se niti obrnemo. Ne, mislim, malo je potem nerodno tudi voditi, tudi komentirati, ta prave komentarje uporabiti, zaradi tega, ker si skozi, se mi zdi, pod nekakšnim napadom, kot da si skozi pod nekim nišanom. Tako da, ja, je kar zanimivo, včasih je zanimivo biti ob strani pa prejema take sarkastične odgovore strani delilcev pravice. Naslednji teden, torej obračun z Radomljani, katere elemente si želite popraviti oziroma izboljšati? Vse. Če bomo izboljšali samo en element ali pa dva, bo to premalo. Vse. Zopet nas čaka živa ekipa, zelo direktna ekipa, na katero se moramo maksimalno pripraviti in pa dvigniti nivo samozavesti in čim prej iskati zmago, da prebijemo, ne vem, ta urok, ki se nas zdaj drži že kar nekaj časa. Tako da, ja, pozitivno gledamo naprej in gremo na nove boje. Najlepša hvala. Gašpar Trdin, prišli ste do prve zmage na Žaku v tej sezoni, vi ste tudi dosegli 2 gola, lahko bi rekli, da je bil kar uspešen dan v pisarni za vas. Ja, mislim, da smo odigrali danes zelo eno kvalitetno tekmo. Od prve minute smo vedeli, kako bomo štartali v tekmo, čakali smo na svoje priložnosti. Bila sta 2 penala, izkoristil sem jih dobro, ker ni bilo poplatnika noter. Ampak ja, mi smo bili trenutno po 3 porazih, nismo bili v slabi formi, niti ne, ampak smo vedeli, da rabimo na tej tekmi pike. Tudi klub nam je stal ves čas ob strani po tem slabem nizu, vse stvari, ki so od Evrope, smo dobili premije, tako da mislim, da smo mogli tudi na nekakšen način vrniti klubu in vodstvu. Tako da mislim, da danes zaslužena pika od nas. Vam je pa verjetno kar odgovarjalo, ne, da poplatnika ni bilo v igri. Pa ja, no, ampak se nima veze do na koncu gol, ampak v tem trenutku sem izkoristil 2 penala, ampak ja, super. Na koncu ste vseeno dopustili Muri, da bi se v izdihljajih tekme še vrnila v boj za točko. Je pri vas zavladalo kaj panike ali ste vseeno ohranili mirne živce? Pa mislim, da smo dosti ohranili mirne živce, ampak ja, naredi se napaka, nimamo kaj, ampak na koncu je važno, da smo mi pripeljali tekmo do konca in osvojili 3 pike. Hvala.
Almin Kurtović, danes ste izgubili proti vašemu bivšemu delodajalcu. Na koncu ste sicer imeli možnost, da bi se nekako v izdihljajih tekme vrnili nazaj v igro za točke, pa vam ni uspelo. Kaj je po vašem mnenju danes Muri zmanjkalo? Pa jaz mislim, da nam je zmanjkalo, kot smo tudi na počtu rekli, nek duel, neka agresija. Oni so pobirali druge žoge, iz tega bili bolj nevarni, so tudi prišli do penalov in to je to. Na koncu so pa zmagali in gremo naprej.